teme. Kids TV. Dober jutrček! Dober jutrček, otroci! Diana tu, v 6. dober jutrčku. Aha, 6. po vrsti je že in tale bo čisto morsko obarvan. Kako pa, če smo sredi poletja? Vas zanima, kaj vse sem vam pripravila za danes? A vam da hitro povem. Začeli bomo z razmigavanjem in sicer nam bodo v pomoč joga kartice Mali Ganeša. Potem spoznamo nekaj morskih živali. Odgovarjali bomo na kvizkova vprašanja, naučili se bomo narisati morskega psa. Potem bomo odkrivali skrivnosti buškatle. Za konec pa še zapojemo o mornarju, ki na morje je odšel. Le da danes pojemo v angleškem jeziku in ne v slovenščini. Jaz predlagam, da neham govoriti in da končno začnemo. Ste za? Odlično! Razmigajmo se. Čas je, da veselo pozdravimo dobro jutro in se pripravimo na nov dan. Danes nam bodo v pomoč joga kartice Mali Ganeša, ki jih je pripravila moja prijateljica Maja. Učiteljica joge je ja. Danes sem med njenimi karticami izbrskala samo tiste morske. In sicer se bomo danes razmigali tako kot morski pes, delfin, kit, rakovica in riba. Zdaj mi pa povejte, s katerim položajem začnemo? Da vas slišim, s položajem morskega psa? No, naj vam bo. Ampak najprej prisluhnimo navodilo. Morski pes. Uležemo se na trebuh, roke damo na hrbet in prepletemo prste. Z vdihom dvignemo prsni koš in noge v zrak. Pa začnimo s položajem morskega psa. Tule bom imela kartico, ki mi bo v pomoč, da ne bom pozabila navodil. Pa gremo kar na trebuh. Se pravi, uležemo se na trebuh, roke damo na hrbet oziroma za hrbet, prste prepletemo, z vdihom, se pravi, bomo dvignili prsni koš, se pravi, tukaj letale sprednji del in nogi v zrak. A bo šlo? A poskusimo? Dajmo se kar lepo spustiti na tla, takole, se pravi, z vdihom, dvignemo prsni koš in noge v zrak, tako kot morski psi. Pa gremo 3-krat. Spustimo se in gremo. 1. Pa spustimo. 2. Pa spustimo. In še 3. In vse spustimo. Odlično! Tale vaja krepi hrbet in odpira prsni koš. In ko jo delate, morate na široko odpreti oči, zato ker morski psi vrhunsko vidijo in zraven lahko še vohljate, ker imajo morski psi zelo izostren vonj. Tako, okrepili smo mišice hrbta, odprli smo prsni koš, čas je, da gremo na položaj številka 2. Rakovice bomo. Prisluhnimo navodilo. Rakovica. Uležemo se na hrbet, z vdihom dvignemo noge in boke, z rokami podpremo zadnjico, noge položimo na tla za glavo. Se pravi, dvignemo noge, boke, z rokami podpremo zadnjico in če gre, spustimo noge takole čez glavo. Roke naj nam bodo v oporo, tukaj le zadaj. Gre? Če ne gre, zadržite lahko v tem položaju. Dobro, gremo ponoviti 3-krat. Hop! Pripravljeni? Pa gremo na hrbet, noge v zrak, boke v zrak in spustimo noge za glavo. Opora, prvič, odlično. Pa gremo dol. Krasno. Drugič, se uležemo, nogice v zrak, odpora, spustimo noge za glavo in damo rokice dol. Odlično, še zadnjič. Hop, takole, ste in gremo. Se uležemo dol, nogi v zrak, spustimo za glavo. Krasno. Zelo, zelo dobro. Odlično nam gre. Tale vaja je zelo dobra tudi pred spanjem. Nas
pomiri, če sem jaz prav prebrala, tako pomiri in sprosti in tako nam pomaga pri boljšem spancu. Gremo naprej, na položaj delfina. Začnemo na vseh 4. Preverimo, da so ramena in komolci neposredno nad dlanmi in boki nad koleni. Podlakti položimo na tla, dvignemo zadnjico in iztegnemo kolena. Položaj delfina začnemo na vseh 4. No, pa gremo na vse 4. Zdaj pa stopimo na stopala in se raztegnemo. Tako, pa gremo dol. Ponovimo 3-krat. Zmenjeno? Pa gremo na stopala in potiskamo težo na stopala. Odlično. Še 2-krat. Gremo dol. Pa gremo. Druga ponovitev. Zelo dobro. In se spustimo. In še zadnja ponovitev. Se pravi, gremo na stopala, vso težo prenesemo na stopala. Odlično. Tale vaja razteza ramena, krepi moč rok in nog, sprošča napetost v vratu in pomaga razbremeniti stres. Ta zadnja je bolj za mamice pa za očke. Mi nismo nič pod stresom. Gremo naprej na položaj kita. Uležemo se na hrbet, pokrčimo kolena in približamo stopala zadnjici. Stopala so pod koleni v širini medenice. No, ostalo vam povem med vajo. Tudi kit se bo ulegel na hrbet. No, pa gremo vsi skupaj na hrbet, pokrčimo kolena in približamo stopala zadnjici. Tule imamo stopala, ki jih približamo naši riti. Tako, stopala so pod koleni v širini medenice. Roki damo ob telo, takole. Dlani so obrnjene navzdol in gremo. Najprej dvignemo rito, tale vmesni del, pa še zgornji del. Zelo dobro. Tako, zdaj pa ponovimo 3-krat. V redu? Gremo. 1, pa spustimo. Super. Gremo še 2-krat. 2, zelo dobro. In še zadnjič. 3. Odlično. Tale vaja od sinjega kita mi je pa zelo všeč. Še zadnji položaj nas čaka. Ribice bomo, ki plavajo po morju. Pokleknemo in položimo zadnjico na pete. Kolena so skupaj, roke postavimo za stopala in telo spustimo na komolce. Odpremo prsni koš in postavimo vrh glave na tla. Še položaj ribe nam je ostal. Gremo po navodilih. Pokleknemo in položimo zadnjico na pete. Se pravi, klečimo, rita je na petah. Odlično. Kolena so skupaj, roke postavimo za stopala in telo spustimo na komolce. Se pravi, roke so tu in tako telo spustimo na komolce. Kakšna se vam zdi tale vaja? Precej zahtevna, kaj ne? Čutite tule sprednje stegenske mišice? Čutite, kaj ne? Gremo 3-krat, se dvignemo počasi gor. Odlično, ste pripravljeni? Pa gremo. Počasi se spustimo dol. 1, pa gremo gor. Gremo drugič, se spustimo počasi dol, tako. In še zadnja ponovitev. Gor, zelo dobro. In gremo dol, in dol. Odlično. Tale ribica je pa precej drugačna od tistih, ki jih jaz poznam. Veste, kaj me zanima? Poznate mogoče kakšno pesmico o ribici? Jaz sem tudi razmišljala in nobene slovenske se nisem spomnila. Sem se pa spomnila ene v angleškem jeziku. Jaz ne vem, če jo vi poznate, ampak nič hudega. Če je ne, se jo boste skupaj z mano naučili. Glasbo, prosim! 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite?
this little finger on the right. One, two, three, four, five. Once I caught a fish alive. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on the right. 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on the right. 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on the right. Čas je, da spoznamo nekaj morskih živali. Ste že radovedni, katere sem si izbrala? A pogledamo? No pa dejmo. Da bo spoznavanje morskih živali še bolj zabavno, sem nam pripravila vodo. In danes bomo tej vodi rekli morje. Ja, moramo reči, da je morje, namreč morske živali brez morja ne morejo živeti. Kaj pravite? Da je morje veliko večje. Ja, sej vem, jaz vem, da morje prekriva večino našega planeta Zemlja. In da ravno zaradi tega rečemo našemu planetu Zemlja tudi modri planet, tako je. Ampak, ker nisem mogla celega morja pripeljati semle v sobo, sem se takole znašla. Se vam ne zdi dobra ideja? Je, kaj ne? Poskusite doma, zelo zabavno je. Da bo tale voda postala pravo morje, sem ji dodala nekaj modrih kamenčkov. Tehle, poglejte, tako je. Tale voda dobila tak modrikasto cev in res spominja na pravo morje. Morje je namreč modre barve, drži? Dodala sem tudi take rdeče kamenčke. Kaj v morju je rdeče? Kaj so? Morske zvezde, dobro. Ali pa alge. Alge so tudi lahko rdeče. Pa kakšna ribica bo držalo. Dodala sem tudi zelene kamenčke. Kaj pa je zelenega v morju? Zelena je lahko morska trava. Tudi kakšna ribica, zakaj pa ne? Kaj še lahko zeleno? Alge so tudi lahko zelene. Zelo, zelo dobro. In kaj manjka v našem morju? Življenje. Manjka. Hitri, neustrašni, s 5 nizi zob, ki drsi skozi vodo, vzbuja strah in trepet. To je morski pas. Morski psi živijo v vseh oceanih na Zemlji. Tu so že zelo, zelo veliko let. Ste vedeli, da so se morski psi na našem planetu pojavili že pred dinozavri? So izvrstni plenilci, kri zavohajo tudi iz oddaljenosti nekaj kilometrov. Nikoli ne nehajo rasti, nekatere vrste pa živijo dlje kot mi. Veste, kateri morski pes je največji? Kitovec. Ja, na srečo pa ima zelo majhne zobe, hrani se z drobnimi živalicami, ki jim rečemo plankton. Od morskega psa pa k morski želvi. Veste, morske želvice se izležejo na kopnem, pa kljub temu preživijo celo svoje življenje v morju. Rodijo se majhne kot polžki, zrastejo pa lahko tudi do 2 metra. Plavaj, želvica, plavaj. Morske želve plavajo v toplih morjih in potujejo po svetu. Spadajo med redke plazilce, ki živijo v morju. Morske želve imajo pljuča. Tako kot mi, tudi one vdihujejo zrak. Med potapljanjem tako želva mora ves čas zadrževati dih. Večina morskih želv se prehranjuje tako z rastlinami kot živalmi. V glavnem jedo alge in morsko travo. Rade pa zmažejo tudi kakšnega rakca ali morskega polžka. Le kdo plava v morju, pa ni riba. Rad skače, pa ni žaba. Kaj mislite, kdo je to? Delfin!
Aha, delfin je sesalec, tako kot mi, ljudje. Čaf! Plavaj, delfinček, čaf! Delfinovo telo je ustvarjeno za življenje pod morjem. Plavuti mu pomagajo pri plavanju, ustavljanju in spreminjanju smeri. Hrbtna plavut mu pomaga ohranjati ravnotežje, po vodi pa se premika z močnimi zamahi z repom. Na našem planetu živi več kot 30 različnih vrst delfinov. Najbolj fascinanten delfin na svetu pa je orka. Je najhitrejši, doživi lahko celo 90 let, samci pa lahko dosežejo dolžino avtobusa. Naslednja morska žival, ki jo pobliže spoznamo, je klovnska ribica. In ne rečemo ji klovnska ribica, zato ker bi imela tako velik rdeč nos kot klovni. Je res, da je pisana, ampak ne tako zelo kot klovni. Pa veste, od kje jo poznamo? Iz pravljice o malem Nemu. Pa risanka je tudi, bo držalo. Greš plavat, mali Nemo? Pojdi, pojdi. Klovnske ribice živijo na koralnih grebenih. Vedno so v bližini morskih vetrnic. Te jim zaradi sluzi nič ne morejo, čeprav so za druge vrste rib zelo nevarne. Tako so te ribice, ki plavajo med vetrnicami, na varnem pred drugimi ribami. Zdaj pa me zanima, če veste, kako je ime temu modremu lepotcu. Poglejte ga. Kako mu je ime? Skat. Odlično. V nasprotju z morskimi psi so pripadniki skatov precej počasne živali, ki živijo večinoma na morskem dnu v obalnih vodah. Imajo tope zobe in se hranijo pretežno z rakci. Telo pa imajo močno sploščeno. Pri tejle naslednji morski živali bom naredila samo tole. Riba napihovalka ima kožo golo ali pokrito z drobnimi trni. Zelo hitro se lahko napolni z vodo, da je podobna nogometni žogi in jih na ta način plenilec sploh ne more zagrabiti. Le še ena morska žival nam je ostala in to je morska zvezda. Je večkraka morska žival, ki se izleže iz jajčeca. So zelo živih barv, rumene, oranžne, svetlo ali temno rdeče, sive, zelene, modre, vijolične. Če jih damo skupaj, lahko sestavimo celo mavrico. Plenijo oziroma jejo školjke, morske ježke, morske polžke. Večina morskih zvezd živi na morskem dnu. Ste šteli sproti? Veste, koliko morskih živali smo danes pobliže spoznali? Ne, a preštejemo? No pa dejmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7. Tako je, 7 morskih živali smo spoznali danes. Zanima pa me, če ste si zapomnili imena čisto vseh 7. Preverimo, kako je njej ime. Kdo je ta morska žival? Želvica oziroma želva, tako je. Kako je ime tej pisani ribi? Klovnska ribica, odlično. Kdo je tale modri gospod? Skat, zelo dobro. Kdo pa je? Riba napihovalka, bo držalo. Tole, vsi jo poznamo, kaj ne? Morska zvezda. Kdo je tale lepotec? Delfin in še nevarni morski pes. Zelo, zelo dobro. Od spoznavanja morskih živali pa k kvizkovim vprašanjem. Ste pripravljeni? Dobro napnite ušeska. Kvizko, pa preverimo, kako dobro poznamo morske živali. Delfin, morski konjiček, riba. Katera izmed 3 živali je sesalec? Se pravi, katera koti žive mladiče? Tako je, to so delfini, vodni sesalci in ja, tudi oni kotijo žive mladiče.
Živijo v vseh morjih sveta, njihova telesa so popolnoma prilagojena življenju v vodi, nimajo dlake, ker bi jih ovirala pri plavanju. Gremo naprej. Pavijan, krokodil, gekon. Katero izmed 3 živali tudi najdemo v morju? Katera tudi plava? Krokodil, seveda, so ena izmed redkih živali, ki so na svetu že od prazgodovine in so bili družba že dinozavrom. Nekateri živijo v sladkih vodah, nekateri pa v morskih, slanih vodah. Krokodili se izležejo iz jajc. Gremo naprej. Sinji kit, morska zvezda, hobotnica. Katera izmed 3 živali ima 3 srca? No, katera? Res je, hobotnica ima 3 srca, eno večje in 2 manjši. Njihova kri je modre barve, so zelo inteligentne živali, raziskave so pokazale, da se hitro učijo in lahko logično rešujejo probleme. Gremo naprej. Sinji kit, hobotnica, želva. Katera izmed 3 živali je največja na svetu? Katera izmed 3? Res je, to je sinji kit, največja žival na svetu. Je sesalec tako kot mi, ljudje, kot i žive mladiče, ki sesajo mleko pri mamici. So bolj kot ne samotari in se le redko zadržujejo v jatah. Jejo samo drobne rakce. Morski pes, morska zvezda, orka. Katera izmed 3 živali prebiva na morskem dnu? Le katera izmed 3? Aha, morske zvezde prebivajo na morskem dnu in to v vseh svetovnih oceanih. So zelo živahnih barv, imajo takšna majcena usta, s katerimi jejo školjke, polže, pa morske ježke tudi. Gremo dalje. Klovnska ribica, riba napihovalka, želva. Le katera izmed 3 živali ima oklep? Želva ima oklep, seveda, na zemlji so že od časa dinozavrov. Kako stare so že te živali. Ste vedeli, da nimajo zob in hrano razkosavajo s čeljustmi? Njihov oklep pa raste skupaj z njimi in nikoli ni tako velik, da bi lahko želva zlezla iz njega. Gremo hitro naprej. Globokomorska riba, morski konjiček, rakovica. Katera izmed 3 živali se z repom oprijema rastlinja v morju? Morski konjiček, bo držalo. Veste, so ena najbolj nenavadnih vrst rib, ki so nekaj posebnega zaradi svoje neobičajne oblike. In ja, rep imajo zato, da se oprijemajo na rastlinje v morju in se tako tudi premikajo. Kvisko, to je to in odlično vam je šlo. Gremo naprej, naučimo se narisati morskega psa. Nov risarski podvig je pred nami. Danes s pomočjo knjige Čivčav narišemo morskega psa. Takoj vam pokažem, kakšen bo izgledal. Hiter, neslišan, vzbuja strah in trepet, drsi po vodi. Aha, točno tega morskega psa bomo narisali. Jaz papir imam, flomastrov in barvic mi tudi ne manjka. Kaj to pomeni? Da lahko začnemo? No, pa dajmo. Tako kot vedno, začnemo pri napotku številka 1. Še prej pa izberimo barvo, s katero bomo risali. Moj morski pes bo temnomodar. Napotek številka 1 pravi, da narišemo eno ravno črto. Takole. Vam je uspelo? Če imate ravnilo, lahko ravno črto narišete tudi z ravnilom. Jaz delam vse prostoročno. Gremo na napotek številka 2. Poglejte, tejle ravni črti bomo dodali pol krog. No, pa poskusimo. Tule spodaj pa narišemo
polkrog. Vam je uspelo? Odlično. Lahko gremo naprej? Pojdimo. Napotek številka 3. Naš morski pes dobi usta in delno tole zgornjo plavut. Pa poskusimo. Usta narišemo eno tako ravno črto. Dobro, tule bomo narisali en polkrog. Takole na njegovem hrbtu. Smo? Gremo naprej na napotek številka 4. Naš morski pes spregleda, pa mu bomo najprej narisali en uček, takole en mali krogec, ki ga pobarvamo in zaključimo zgornjo plavut. Spet z enim takim rahlim polkrogom. Smo? Gremo naprej na napotek številka 5. Naš morski pes dobi še 2 črti, tule čisto na koncu. Napotek številka 6 nam pove, da je tole bil pravzaprav rep. Se pravi, narišemo eno črto tule, pa še na nasprotni strani in tako naš morski pes dobi rep. Gremo dalje, napotek številka 7. Našemu morskemu psu manjka še spodnja plavut in sicer bo ta v obliki trikotnika. Vam je uspelo? In kaj še manjka morskemu psu? Te 3 črte mu bomo narisali. Takole, tule, rahlo polkrožne so. 1, 2, 3. Kaj ni krasen, pa tak nevaren zgleda. Poglejmo, to je bil zadnji napotek, ampak glejte tule, na končni sliki v knjigi Čiv Čav je še morje, pa kakšen kamenček spodaj. Morda pa lahko tudi mi narišemo morje. Jaz bom zamenjala barvo in sicer bom vzela svetlo modro, pa bom takole narisala take valovite črte, ki bodo predstavljale morje. Evo, tudi vi lahko narišete take valovite črte, da lahko naš morski pes plava v vodi. Odlično. Aha, pa še kakšen kamen. Dobro, jaz si bom izbrala sivo barvo, pa bom tule narisala še take okrogle kamne. Takole. 1, 2, 3, pa recimo tule še 4, 5. Tile kamni lebdijo v mojem morju, ampak nič hudega, meni je všeč tako. Lahko bi bili tudi kakšni taki vodni mehurčki. Ja, kaj pa če rečemo, da to niso kamni, ampak vodni mehurčki? Boljša ideja. Tako, še kak vodni mehurček bom narisala. Takole. Haha! Vam je všeč moja risba? Meni tudi. Veličastna žival je tale morski pes, kaj ne? Sploh ne morem verjeti, da so morski psi živeli še pred dinozavri. Ja, res je, sem prebrala v knjigi o morskih psih. Ne verjamete? Potem pa le pojdite v knjižnico starši in si izposodite knjigo o morskih psih, pa boste videli, da imam prav. Risbico pa predlagam, da obesite nekam na steno ali pa jo podarite komu, ki ima rad morske živali. Poglejte, jaz pa Tim je moj sinko, sva narisala tegale morskega psa in ga bomo podarili oziroma ga bova podarila njegovi babici, ki ima zelo, zelo rada morske živali. Pa še nekaj vam moram pokazati. Timov prijateljček Jaka je narisal sivjega kita, ki mi ga je podaril in tale gre na steno. In ko mi je Jaka podaril tole risbico, sem se spomnila, da pravzaprav bi lahko imela tudi kakšno vašo risbico doma. Tako da, če želite, jo lahko narišete in prosite mamico ali očka, da jo pošlje na tale naslov spodaj. Zmenjeno in jo naslednjič z veseljem pokažem. Dogovorjeno, zdaj pa gremo naprej. Odkrivati skrivnosti Abu škatle. Le kaj skriva danes? Poglejmo skupaj. Abu škatla. Današnja Abu škatla se bo kar razpočila. Poglejte! Očitno ima tako veliko stvari v sebi, da ni mogla pokrova zapreti. Abu škatla, kaj se dogaja? Kaj praviš? Praviš, da je morje tako ogromno, da ga nisi mogla spraviti vase? Otroci, a to pomeni,
da bomo danes sestavljali morje? A boš, Katla? A bomo sestavljali morje? Nočeš povedati? Moram pokukati pod pokrov? No prav, pa bom. O! Ampak čakaj malo, a boš, Katla? Tole je neka zelena podlaga. Otroci, a je morje zeleno? Ne pa ni. Morje ni zelene barve. Kaj praviš? Naj ne sklepam prehitro? Naj še malo pogledam? Pa je res nekaj modrega. In to cela vreča modrih stvari. To bomo pa imeli veliko za sestavljati. Kaj? A boš, Katla pravi, veliko morje, veliko za sestavljati. Ampak mi imamo hitre, spretne prste in bomo to opravili kot za šalo. A začnemo? No, pa dajmo. Tako je. Kakšne barve je že morje? Modre, kaj ne? A so to vse modre kocke? Pa so res. Nekatere so temnejše, druge svetlejše. Tale recimo temno modra, medtem ko je ta svetlo modra. Je tudi morje različnih modrih barv. Bo držala. Evo, že hitim, že sestavljam. Koliko kock je Abuš Katla pripravila za nas. Danes me je želela malo utruditi, očitno. Škoda, ker vas ni zraven, da bi mi lahko pomagali. Zagotovo bi šlo hitreje. Imate radi kocke? Imate? Potem se mi lahko pridružite. Medtem, ko jaz sestavljam morje, tukajle, vi lahko morje sestavljate doma in potem se lahko skupaj igramo, čeprav tako prek ekrana. Evo, sestavljam, še kar ni konca. Ampak morje je res veliko. A veste, da morje prekriva večino našega planeta Zemlja? Zato tudi rečemo našemu planetu modri planet. To sem vam že enkrat povedala. Je tako? Ste si zapomnili? Odlično. Evo, le še par kock mi je ostalo. No, mogoče malo več kot par, ampak smo pri koncu. Zdelo se je, da bo veliko več dela, ampak mislim, da smo mi to opravili brez večjih težav. Zdaj pa predlagam, ker so nam ostale le še te kocke, da jih še preštejemo. Pomagajte mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Še ena bi nam zmanjkala, pa bi jih lahko prešteli 10. Tako, a boš, Katla, morje je sestavljeno. Kaj pa zdaj? Kaj praviš? Da v morju ni le voda, ampak tudi alge. Pa so res. A to pomeni, da so notri alge? Joj, tule je kar precej stvari. Takoj bom pogledala, če so tudi alge. Ja, pa so res. Poglejte jih. Alge. Tule bomo postavili oranžno algo. Tule, kakšne barve je tale algica? Zelene barve. Pa tale je modra. Tako. Pa imamo še rumeno algo. Zelo dobro. In rdečo. Tako, pa smo postavili vse morske alge. Še enkrat se spomnimo, kakšnih barv so te morske alge. Oranžna, zelena, rumena, modra in rdeča. Pa če jih preštejemo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 morskih alg je v našem morju. Ampak kakšno bi bilo morje brez morskih živali? Pa pokukam v Abuš Katlo, morda pa se notri skrivajo kakšne morske živali. A pogledam? Pa se res skrivajo morske živali. Pa da vidim. Poglejte ga, lepotca. Kdo pa je to? No, pomagajte mi. To je sinji kit, največja žival, ki živi na svetu. Kako je lep in plava po morju. Veste, sinji kiti so sesalci, tako kot mi. Kotijo žive mladiče in potem mladički sesajo mleko pri mamici.
Poglejte ga, kaj ni krasna in veličastna žival. So bolj kot ne samotari, redko kdaj se zadržujejo v jatah, pa jejo samo take majhne rakce. Kdo bi si mislil, pa tako velika žival? Jaz bi rekla, da jejo najmanj morske pse, pa ni tako, samo majhne rakce imajo radi. Zdaj pa poglejmo, katera morska žival se še skriva v obu škatli. Morski konjiček. Ena izmed bolj nenavadnih rib. Se vam ne zdi? Poglejte ga. Zakaj mislite, da ima morski konjiček rep? Zakaj? Zato, da se oprijema na rastlinje na morskem dnu in se potem tako premika. In zato ga ima. Gremo naprej. Pogledaj, če je še kakšna žival notri. Tule je morski pes. Morski psi živijo v vseh svetovnih morjih. Živijo pa tudi v nekaterih rekah in jezerih. Pa še eno zanimivost vam bom povedala. Veste, ribe lahko plavajo naprej in nazaj. Morski pes ne zna plavati vzvratno, ampak samo naprej. Gremo dalje. Pokukajmo, če se notri skriva še kakšna morska žival. Pa se res. Kaj pa, če vam najprej postavim vprašanje? Katera morska žival ima 3 srca? Bi znali odgovoriti? Katera je to žival? Hobotnica, ja. Hobotnica ima 3 srca, eno večje in 2 manjši. Pa modro kri ima. Je zelo inteligentna žival in hitro se uči. Kar zaplavaj tule v naše morje, poglejte, ja. Z lovkami vohajo in okušajo, živijo pa na morskem dnu v kakšni luknji ali pa v skalnih stenah. Sem že radovedna, katera je naslednja žival, ki se bo pridružila tem morskim živalim, ki smo jih že spoznali. To je žival, ki je družbo delala že dinozavrom. Katera žival je to? Krokodil. Hobotnica, se boš malo umaknila in dala prostor krokodilu. Nekateri krokodili živijo v sladkih vodah, nekateri krokodili pa v slanih morskih vodah, se pa izležejo iz jajc. Gremo naprej. Čeprav vidim, je tule le še tale morska žival in to je želva. Veste, želve se izležejo na kopnem, čeprav celo življenje preživijo v morjih. Govorimo o morskih želvah, seveda. Izležejo se majhne kot pavški, potem pa lahko zrastejo tudi do 2 metra. S svojimi plavutmi so tako spretne v vodi, kot ptice s krili v zraku. To so morske živali, ki jih je Abu škatla skrivala v sebi. Ponovimo še enkrat njihova imena. Kako je ime temule oranžnemu lepotcu? Morski konjiček, to je želva, krokodil, morski pes, sinji kit, hobotnica, zelo dobro. Pa zanima me tudi, če mi znate povedati, kakšne barve so. Morski konjiček je oranžen, želvica je zelena, krokodil ravno tako zelen, morski pes je moder oziroma svetlo moder, sinji kit, tale je siv in spodaj bel, hobotnica je, tako kot morski konjiček, oranžne barve. Krasno! Abu škatla mi nekaj govori. Abu škatla, kaj? Da v sebi skrivaš še nekaj poleg morskih živali? Kaj? A pogledam? No pa da vidim. Pa res? Čakaj. Kaj pa je to? Zgleda kot? Kot kaj izgleda? Kot čavl. Ja, bo držala, ampak kakšen je to čavl? Brez kapitana. Pa tudi kapitan je tule.
O, dober dan in dobrodošel, gospod kapitan. Kaj praviš, kapitan? Da tale čoln nekam pust. Zato so tu notri še dodatne kocke. No pa dajmo še ta čoln sestaviti. Joj, upam, da mi bo šlo. Kje naj začnem? Kapitan potrebuje krmilo. Predvidevam, ker drugega ni, da je to krmilo. Takole. Evo. Kapitan, tole bo bolje, kaj ne? Pa potrebuješ okno, skozi katerega boš gledal. Tja, skozi to okno ne bo videl prav veliko. Nekoliko višjega bomo morali sestaviti. Tale bela kocka gre spodaj in tale moder okenček na vrh. Potem bomo dali še eno tako rdečo ograjo, da kapitan ne pade dol. Pa še strehico, če bo dež slučajno padal, da ne bo kapitan moker. Tako, morsko vzdušje je popolno. Imamo morje, živali, alge, kapitana, čoln. Kaj še bi si lahko želeli? To je to, kaj ne? Hvala lepa, Buškatla. Krasno presenečenje si nam danes pripravila. Zdaj pa le še sklepno dejanje. Kaj je to sklepno dejanje? A vi veste, kaj je sklepno dejanje? Ja, z drugimi besedami sem želela povedati, da nas čaka le še ena rubrika, preden se poslovimo. In to je rubrika Zapojmo. Še veste, kaj sem vam na začetku rekla? Danes pojemo v angleškem jeziku. A sailor went to sea, to see what he could see, but all that he could see. Dajmo pet. Was the bottom of the deep blue sea. Zapojmo. A sailor went to sea. Mornar na morje je odšel. A sailor went to sea, to see what he could see, but all that he could see was the bottom of the deep blue sea. A sailor went to chop, to see what he could chop, but all that he could chop was the bottom of the deep blue chop. A sailor went to knee, to see what he could knee, but all that he could knee was the bottom of the deep blue knee. A sailor went to snap, to see what he could snap, but all that he could snap was the bottom of the deep blue snap. A sailor went to jump, to see what he could jump, but all that he could jump was the bottom of the deep blue jump. A sailor went to see, jump, to see what he could see, jump, but all that he could see, jump, was the bottom of the deep blue sea, jump. Dober jutrček. Še enega dober jutrčka smo skupaj pripeljali čisto do konca. Če se radi družite z nami, potem nikar ne pozabite pritisniti gumba subscribe in zvončka, ki je poleg, tako se lahko družimo še in še na Timi Kids TV. Objem, poljubček in pa do prihodnjič.